Hej, no kako je pa, če te boli med menstruacijo, ne? Se pravi, da so ti krči, ene jih imajo ful močne krče, druge imajo skoraj nič. Tako da je pri vsaki malo drugače, ne? To pa zato, ker telo pravzaprav proizvaja posebne snovi, ki pomagajo maternici, da se stisne in v bistvu izloči kri. Če jih je preveč, seveda se to preveč krči in to seveda boli, ne? In pa mlajše punce v bistvu pogosto čutijo močne menstruacije oziroma močne bolečine zato, ker se ta menstruacija še vedno prilagaja, ne? Telo se prilagaja tej menstruaciji, ne? In vsaka je pač maternica je pač drugačna, če je bolj zaprta, recimo lahko kri težje odteka, kar povzroča spet krče, ne? Ali pa naprimer nekatere bolezni, kot so endometrioza, se ji reče, to je tako, kot tkivo raste tam, ki ne bi smelo, ne? In to pomeni, da kri lahko tudi kje drugje ven preteče, ne pa tudi iz tle. Tako da to kar boli, ne? Potem je pa še stres, premalo spanja, nezdrava hrana, lahko naredijo bolečine še toliko hujše. In pa kako si pomagamo? Lahko pomagamo, ponavadi kontracepcijske tablete predpiše ginekologija, ali pa recimo pri močnih, ker uravnavajo hormone, ne, te kontracepcijske tablete, pri močnih, res močnih bolečinah pa najbolj paše Tromofor, se pravi nekaj toplega, ali pa gibanje, naprimer vadba, ali pa recimo tudi sproščanje. Zelo, kakšna joga dobro dene, dobrim močnim krčam. Potem pa še zdravnik ponavadi predpiše kakšne protibolečinske tablete. Spet, lahko si pomagamo z raznimi čaji, tudi na koncu. Mi imamo na naši spletni strani tudi tole Beliso, tale metuljček, ki pomaga v bistvu tudi krčiti ta spodnji del. Nekaterim to zelo pomaga. Potem so tudi recimo razne CBD kapljice. V glavnem hočem reči, da se vse da pomagati, samo ne se smiliti samo sebi, ker je to čisto brez veze. Pomagajte si, počivati seveda, ampak ne se pa smiliti in krčati. Pomagajte si s čimerkoli pač vam pomaga. To je to.